Ja, letos na žalost nismo imeli mraza do zdaj, zato sem plodove pobrala že v oktobru in sem jih dala v skrinjo. Na tej senčni gredi bova najprej odstranili novogvinejske vodenke. Koliko ste jih posadili spomladi? Kar lepo razrasle. Pokazalo sedaj, prav veliko število jih ni bilo. Tik ob dvorcu Mirabel je vrt vrtnih palčkov. Narejeni so iz belega marmorja in stari več kot 300 let. Najverjetneje gre za najstarejše vrtne palčke v Evropi. Če bi z Veroniko danes šipkom čarali, bi pričarali ljubezen. To je rastlina, ki pripisujejo žensko energijo, pripada pa Veneri. No, čarali ne bova pa pripravili marmelado. Marmelado bova pripravili na dva načina. Najprej kot presno jed. Kaj zdaj delava? Zdaj ločiva te plodove od... Dejansko muhce ločiva od plodov, zato da bomo potem pri pripravi imeli čim manj problemov, zato ker potem te muhce znajo nagajati, ko je treba očistiti. So pa ti plodovi mehki. Kaj ste z njimi prej storili? Ja, letos na žalost nismo imeli mraza do zdaj, zato sem plodove pobrala že v oktobru in sem jih dala v skrinjo. Zakaj v skrinjo? Zaradi tega, ker je dobro, da jih pred uporabo dobi mraz, da se zmehčajo. Zato, ker vemo, da šipek ni dobro predolgo kuhati. Ker za marmelado kakršnokoli je potrebno, da so plodovi zmehčani. In zdaj, če so pretrdi, imamo probleme s tem, da jih lahko uporabimo. No? Se pravi, če zunaj plodovi še niso zmrznili na grmu, jih lahko nekako malo ponazimo, zmrznemo v zamrzovalniku. To je ena stvar, drugo je pa to, da recimo presna marmelada ne stoji dolgo. Presno marmelado si mi lahko naredimo za par dni, mogoče največ za 4-5 dni. Potem je treba narediti novo, ker tukaj ni nobenih konzervansov. In zato nam pride zelo prav, če si mi zdaj pripravimo šipka na zalogo, se pravi, ga damo v skrinjo in bomo potem lahko sproti delali marmelado in jo bomo imeli dejansko čez celo zimo. Ne? Kaj potem storite? Se pravi, plodovi ostanejo v zamrzovalniku kakšen dan, dva? Je to dovolj? Za enkrat je dovolj, ne? Drugače jih pa lahko hranimo čez celo zimo. Ne? In potem jih vzamemo iz skrinje? Vzamemo iz skrinje, na hitro prelijemo z precej malo bolj toplo vodo, da se še malo operejo, odcedimo in pustimo čez noč, da se odtopijo. Iz otajanih in očiščenih plodov je Veronika v sokovniku ločila pulpo. Odstranjena semena in lupine pa lahko uporabimo za pripravo čaja. Šipkova semena delujejo diuretično. V ljudski medicini jih uporabljajo pri težavah s kamni, obolenjih ledvic in mehurja ter revme. Zdaj bomo mi tole pobrali. Tukaj noter imamo lepo zdaj ločeno. To je, ne bi bilo brez peška, ampak mogoče katera še vseeno ostane. Takole. Takšna Dobimo gosta tako pasta. gosto pasto, ki jo lepo poberemo iz... Sej košičke tudi niso nič hudega, če jih tira zraven. Med damo na mesto sladkorja. Med damo na mesto sladkorja. Glede na to, da je to zdaj sveže, ohranimo vse vitamine in med je tudi malo konzervans. Takole, evo, smo dobili eno tako krasno. To lahko tudi pustimo kar v tej sklečki, pokrijemo in damo v hladilnik. Lahko pustimo v sklečki, lahko damo v kozarček. V glavnem v hladilniku lahko to potem čuvamo recimo tam 5 dni. Drugače pa tako, to je krasno na kruh. Odlično je pa tudi, ker se nam zazdi nekaj sladkega, pa ko rabimo vitaminčke, pa enostavno si privoščimo. Si to pripravimo. Si pripravimo eno tako sladico, ki je pravzaprav zelo zdrava, naravna, brez konzervansov, brez... Kje pa vi nabirate šipek? Mi šipek gojimo. Mi imamo 100 metrov grmov in sicer gojimo debeloplodni šipek, ki je prav namenjen gojenju in je brez trnov. Koliko let že gojite šipek? No, ta šipek imamo sigurno že več kot 10 let. Ne morem zdaj niti reči, kdaj smo ga začeli, ampak nekaj takega okrog 10 let mora biti.
In dejansko je zanimiv zato, ker so plodovi debeli. Letošnjo leto niso, mi zdaj 3 leta nismo tega šipka obradovali. Ker če hočeš ta šipek obdržati, da ima res kvalitetne debele plodove in da nima trnov, ga je potrebno vsako leto obrezati. Kdaj? Ko se pobira. Ni nobena škoda, če se veje porežejo, ko se šipek nabira. Zato, ker se puščajo potem samo tisti mladi poganki in tisti poganki so drugo leto polnorodni. In če jih je manj, je potem tudi šipek debel. Ne? Tukaj se pa vidi, da so prav stare veje, tudi ko smo nabirali, se vidi, da so veje stare. In če bi mi to še 1-2 leti pustili, bi tudi na teh vejah počasi začeli biti trni, se pravi znori. Šipek, divja ali pasja roža. Zadnje poimenovanje je dobil, ker se je ljubje njegovih korenin nekoč uporabljalo pri ugrizih steklih živali, je do 3 metre visok grm. Zacveti konec pomladi, jeseni pa dela plodove. Iz šipka so vzgojili vrtnice. Veronika, druga možnost priprave marmelade pa je s kuhanjem. Ja, ta je pa bolj trajna, se pravi, zdaj presno smo rekli, da lahko pripravimo za par dni. Če se pa odločimo, da bomo pripravili marmelado, ki jo bomo potem lahko vzeli ven kadarkoli, se pravi, da bo obstojna, trajna, se pa šipek skuha. V nadaljevanju bova torej z Veroniko skuhali šipkovo marmelado, prej pa poglejmo jesensko preobleko vrta Nene Weber v Kranju. Ta manjši atrijski vrt sredi Kranja smo urejali spomladi. Do jeseni se je že lepo zarasel, nekaj sezonskih rastlin pa bo treba zamenjati. Kaj je treba najprej storiti? Katere rastline je treba zamenjati s tistimi, ki zimo lažje preživijo? Tule se je odlično obnesel bidens z belimi cvetovi, enako velja za dalijo. Dalijo bomo ohranili, bidens pa bomo zamenjali z mačehami. Ta bidens preprosto izpulimo in ga zavržemo. Dalijo pa se potrudimo izkopati in jo ohraniti za prihodno sezono. In demolje ohraniti za prihodno sezono. Dalijo shranjujemo na hladnem mestu, v kleti, podobno kot krompir. Takole. Odnesli bomo v skladišče, kjer se bo rastlina posušila in bodo šla hranila nazaj v gomolj. Posušimo najprej celotno rastlino in potem v kakšni vlažni mivki shranimo gomolj. Gredico poplevamo. Zdaj bomo nanjo nasuli zemljo. Tako. Odstranila bom ljubje. Kakšno zemljo bomo dodali? Dodali bomo zemljo za zunanje zasaditve. Zemlja se razlikuje od tiste, ki jo uporabljamo v pomladnih dneh, ker ne vsebuje toliko šote, ampak več komposta. Kot prst številnih atrijskih vrtov ob novogradnjah je bila tudi ta polna manjših in večjih kamnov. Pri pripravi novih gredic je treba zemljo najprej prekopati, odstraniti kamenje, nasuti primeren substrat. Tako je storila tudi Rut. Gredice je že spomladi obogatila s plastjo kakovostne zemlje. Zdaj so dodali substrat za trajnice. V tem delu bomo sadili čebulnice, tulipane, narcise, oranžno, belo, rumeno, rdečih tonih. Zato je tole prava izbira oranžna drobnocvetna mačeha. Izbrala si drobnocvetno mačeho? Ja, drobnocvetne mačehe. Ali bolje prezimijo oziroma bolje preživijo zimo? Drobnocvetne mačehe se mi zdi so res primerne za gredice. Velikocvetna mačeha je ena taka tipična rastlina, ki jo sadimo na grobove. Drobnocvetne mačehe so pa sploh na pomlad, se razrastajo eno cvetočo preprogo. Takole. Tule v ospredju, pred temi mačehami, je rastlina, ki je cvetela vse poletje. So lepe očke.
Zdaj, ker nekako zastirajo pogled na te mačehe, jih lahko sedaj tudi porežemo do tal. Kaj pa še lahko porežemo v tem času, torej jeseni? Vse trajnice, za katere se nam zdi, da kazijo izgled našega vrta. Pravzaprav pravila ni, kdaj se trajnice porežejo, ampak res je nekako to en taka subjektivna odločitev, ko se nam zdi, da te rastline niso več dekorativne. No, tu v bližini na tej gredi je tudi vrtnica, ali bova porezali tudi to? Ta vrtnica je grmastega značaja, grmasta vrtnica sorte Westerland in je zdaj v prvi sezoni šele razvila par teh ogrodnih vej, tako da bi jo pustili do pomladi in bi porezali samo, kar bo poškodovana od zime. Jeseni vrtnice le prikrajšamo, odstranimo posušene in kot svinčnik tanke veje. Močnejšo rez opravimo spomladi. Z rut sva odstranili še druge sezonske rastline, ki so poleti krasile to sončno gredo. Črnooka Suzana se je uvila po vejah kanadske čuge. Prosta mesta bodo zasedle mačehe. Ko oblikujemo vrt, upoštevamo, da je ta sestavljen iz različnih rastlin, manjših in višje rastočih, zimzelenih in listopadnih, cvetočih in necvetočih. Spreminjajočimi se nasadi sezonskih rastlin in enoletnic je vrt vselej drugačen, neponovljiv. Na tej senčni gredi bova najprej odstranili novogvinejske vodenke. Koliko ste jih posadili spomladi? Kar lepo razrasle. To bo pokazalo sedaj, prav veliko število jih ni bilo. Če pogledava, mogoče 7 rastlin in res veliko veselja čez celo poletje. Ker je lega senčna, tudi kakšnih prav velikih skrbi z zalivanjem ni bilo. Taki kotički morajo v jesensko-zimskih dneh žareti, zato bo tule prava lega za rumene drobnocvetne mačehe. Cercidifil, ki je tukaj obkroža to gredico, je ravno odvrgel liste, tako da najprej odstranimo te. Je pa dobro jeseni vsem tem drevesom in grmom tudi pregledati oporo. Ja, to je pa nujno. Kadar pride kakšen težak sneg, če drevo, tako kot v tem primeru, ni dobro privezano, se lahko zgodi, da ga razlomi. Tako da naša naloga je, da res poskrbimo za čvrste opore. Na del senčne grede sva znova najprej nasuli substrat z več komposta, ga premešali z obstoječo prstjo, gredo nekoliko dvignili in prostor tako razgibali. Na dvignjeno gredo bova posadili drobnocvetne rumeno cvetoče mačehe. Rastline sadimo v skupinah, ki jih kot vzorec ponavljamo po celotnem okrasnem vrtu. Razporedimo jih na cikcak, tako da se potem res pomladi lahko razrastajo v cvetočo preprogo. Ali boste na to gomilo med mačehe dodali še kakšne čebulnice spomladanske? Ne. Čebulnice posadimo v vrtu na taka mesta, kamor sezonskega cvetja ne dodamo. Če bi storili to, da bi tule vmes dali čebulnice, bi jih morali spomladi odstraniti. Ker pa čebulnice želimo, da ostanejo v vrtu več let, potem sodijo na druga mesta. S čebulnicami pa lahko popestrimo tudi uporaben del vrta. Smo na zelenjavnem vrtu, ki je obkrožen z ameriškimi borovnicami in tule v ozadju je forberry in pod ginko bomo posadili nekaj čebulnic. Najprej bom v tem delu odstranila lubje, ki ga bom po sajenju nasula nazaj. Gredico bom prekopala, da bo potem sajenje lažje. Zaenkrat mi ni uspelo zadeti korenin, ampak ginko mislim, da ne bo zameril. Tule bodo spomladi cvetele ameriške borovnice v beli barvi in forberry z dehtečimi rumenimi cvetovi. Zato sem sledila tudi tem barvam z najbolj zgodno čebulnico. To so jarice. Te so bile
čez noč namočene v vodi. Tako v tem delu bodo jarice. Omoljčki so podobne barve kot zemlja in jih lahko kar zgrešimo. V ozadju bodo zacvetele najbolj pozne narcise. Popki se bodo odpirali konec aprila in v maju. Nekoliko kasneje pridejo na vrsto luki, visoki luki, meter visokimi cvetnimi peclji in velikimi belimi socvetji. Odločila sem se še za en zelo zanimiv luk, ki ima cvetove v obliki ognjemeta, ker brez tulipanov ne gre, bodo pa tule zacveteli nekoliko višji tulipani s cvetovi, ki spominjajo na potonke. Globina sajenja je seveda odvisna od debeline čebule, na splošno pa velja za 3 debeline čebule globoko, da jih porinemo v zemljo. Okrog Ginka je Rut posadila čebulice jaric, okrasnih lukov, narcis in tulipanov. Pri tem je kombinirala zgodaj in pozno cvetoče čebulnice. Višje rastoče je posadila v ozadju pri ograji, nižje pred višjimi. V zemljo najprej posadimo debelejše čebule, kasneje drobnejše. Po sajenju je Rut prikrajšala še veje nekaterih trajnic in grmovnic. Odrežemo tiste trajnice, za katere se nam zdi, da niso več dekorativne. V vrtu so običajno za porezati gavre, enako velja tudi za perovskijo. Imeli ste gavre torej prezimijo na prostem. Gavre prezimijo na prostem in zdaj res v tem času odstranimo nadzemne dele. Pri perovskih pustimo kakšnih 10 cm nad zemljo, da bo potem drugo leto se razrasla v še bolj košat grm. Pri gavri pa poganjke porežemo povsem do tal. Pa poglejmo, kaj storimo s priljubljeno sivko. Pri sivki odstranimo odcvetela cvetna stebla, potem tista rez, za katero rečemo, da sivko porežemo do tal, pa sledi v pomladnih dneh. V središču Salzburga, Mozartovem rojstnem mestu in kraju, kjer se je šolal Primož Trubar, se tudi pozimi lahko sprehajate po parku dvorca Mirabel. Dvorec Mirabel, nekoč imenovan Altenau, so zgradili kot dom princa in nadškofa Wolfa Dietricha von Reitenaua na začetku 17. stoletja. V Mirabel so ga preimenovali po njegovi smrti. Ob dvorcu so okrasne grede začeli oblikovati šele 1690. leta. Po baročno oblikovanih okrasnih vrtovih se je želel sprehajati nadškof graf Thun. Tik ob dvorcu Mirabel je vrt vrtnih palčkov. Narejeni so iz belega marmorja in stari več kot 300 let. Najverjetneje gre za najstarejše vrtne palčke v Evropi. Izvorno so palčki krasili vrt v drugem delu parka. 28 pritlikavih možiceljev je izdelala skupina mojstrov iz posebnega apnenca, ki so ga uporabljali pri gradnji in kot okrasni kamen. Kipci pritlikavih ljudi so bili takrat zelo priljubljen dvoriščni okras ob številnih dvorcih. Bavarski kralj Ludvik I., ki je kratek čas gospodoval tudi v Salzburgu, jih ni maral. Palčke bi bili na začetku 19. stoletja skoraj zdrobili, material pa znova uporabili. 100 let kasneje se je na več kot meter visoke palčke spomnilo Salzburško olepševalno društvo. Člani so našli najprej 9, kasneje še 6 možicljev, jih restavrirali in postavili na vrt, kjer stojijo še danes.
15 vrtnih palčkov prikazuje dela iz vsakdanjega življenja. Med njimi sta vrtnarja, palčka z lopato, pa palček s kokošjo, leseno nogo, turbanom, nočno posodo, vrtno vazo in torbo za redkev. Med možicli sta tudi palčici. Prva ima v predpasniku zelenjavo, druga v rokah drži vrč in v kito povezano čebulo. Če imate zanimive vrtne čuvaje tudi na svojem vrtu, nam do četrtka 15. novembra še lahko pošljete fotografijo in kratek opis palčkov, ki ste jih kupili, prejeli kot darilo ali izdelali sami. Možiclje sprejetih fotografij bomo predstavili v prihodnji oddaji na vrtu, nato boste zanje lahko glasovali. 5 najizvirnejših in najzanimivejših palčkov prejme nagradni bon vrtnarstva Kurbus iz kraja Mele pri Gornji Radgoni in priročnik Naredimo, uredimo. S priročnikom bodo nagrajeni tudi 3 glasovalci. Tako, to je kuhano. Jaz se že sladkam s presno šipkovo marmelado, vi ste medtem skuhali šipkove plodove. To so pravzaprav ti plodovi, ki sva jih prej nekako očistili, odstranili muhe s plodov in jih dali kuhati. Koliko časa? To sem kuhala približno 1 uro, pri nizkem ognju, toliko, da malo vre, da se plodovi lepo zmehčajo, da jih potem in pa da so obstojni potem, ne? Ker presna marmelada ne stoji dolgo, ne? Se pravi. In tudi vode ste dali toliko, da Z vodo se samo prekrije plodove, čim manj vode, zato ker ne smemo predolgo, pol tudi marmelade ne smemo predolgo kuhati, ne? Morda še opozorilo, kakšno posodo uporabljamo pri tem in kakšno kuhalnico. Absolutno moramo paziti, da šipek ne pride v stik s kovino. Zaradi tega, ker kovina pospeši razkroj C-vitamina. In tega ima šipek veliko. In tega ima šipek zelo veliko in ga predvsem zaradi tega tudi uporabljamo. In če hočemo, da bo marmelada na dolgi rok ta C-vitamin čim dlje zadržala, se pravi, moramo paziti ali leseno ali pa v glavnem uporabljamo orodje, ki ni pripomočke, ki niso kovinski, se pravi, in tudi posoda ne bo raj emalirana. Kaj zdaj? Zdaj bomo to lepo dali v strojček, da naredimo pasto. To je ta pasta, ki ste jo dobili. Ta je malo bolj tekoča, presna je bila bolj gosta. To je bilo približno pol kile noter. Tako. Kaj še dodate? Zdaj lahko dodamo še malo limoninega soka, zato da nam ostane barva. Malo cimeta. Še malo pa bo tudi ta marmelada pripravljena. Zdaj so dodali vse sestavine. Kaj še storiva? Ja, to zdaj marmelado damo kuhati. Kuhamo jo spet na rahlem oglju enih 20 minut, da se malo zgosti. Nalijemo v kozarčke in to je to.